Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota letos praznuje 20. obletnico delovanja. In s tem 20 let mladinske kulture v mestni občini Murska Sobota. Ustanovljen je bil strani mestne občine Murska Sobota z odlokom o ustanovitvi 1996. leta. V tem odloku je določeno poslanstvo Mika, ki določa, da je to trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti za mlade v mestni občini na področju kulture, izobraževanja, informiranja in svetovanja ter razvedrilnih dejavnosti. To poslanstvo v bistvu zajema idejno zasnovo Mika od samega začetka, se pravi, da bi predvsem mladi v njem videli nekakšno zatočišče oziroma cono, ki jim nudi platformo, infrastrukturo, know-how in podporo, na podlagi česar bi lahko individualno ali v skupinah odkrivali, razvijali in udejanjali svoje ustvarjalne sposobnosti, se izobraževali na različnih področjih, našli somišljenike in podobno. V zadnjih 20 letih se je to poslanstvo razvijalo kot urbana subkulturna scena okrog Mika, ki je doživljala nenehno rast in razvoj ter postajala vse močnejša. Lahko bi nekako torej rekli, da je Mik deloval kot nekakšna valilnica, kjer so posamezniki na neformalen način osvojili določene znanja in dobili izkušnje, ki so jim kasneje v življenju ključno koristila na njihovi poklicni poti. Danes, torej ob 20. obletnici delovanja Mika, ocenjujemo delovanja Mika kot pozitiven in kakovosten doprinos mladinskega in kulturnega življenja tako v regiji kot v občini, ki ustvarja možnosti aktivnega delovanja mladih v družbi ter hkrati brani njihove interese. In tako želimo v Miku v bistvu tudi nadaljevati. 20. obletnico Mika pa kljub temu na neki točki vidimo kot mejnik, kjer si želimo, da se Mik začne še bolj odpirati v okolje, kar pomeni intenzivneje sodelovati z drugimi javnimi zavodi, z drugimi neformalnimi nevladnimi organizacijami in društvi, tako v regiji kot na nacionalni in mednarodni ravni. Vendar pa je to sodelovanje v prvi vrsti močno odvisno od vključevanja in interesa mladih ter tako posledično od mladinskega dela. Se pravi, mladinskega dela, ki temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interese, kulturne, nazorske oziroma politične usmeritve. In seveda v drugi vrsti tudi od politične volje in pa od podpore ustanoviteljice. Sedaj pa k praznovanju. 20. obletnico Mika slavimo letos že celo leto z številnimi dogodki, ki so se že dogajali in z številnimi, ki se še bodo. Vendar pa osrednji dogodek in praznovanje se bo odvijal z dvodnevnim praznovanjem, ki se bo dogajalo 16. in 17. septembra. Ob tej priložnosti prirejajo dvodnevni dogodek s pestrim programom, ki bo potekal kar na 3 prizoriščih. Skratka, zastavili smo si dvodnevni program, nekako, da obeležimo vse te neke glasbene skupine, posameznike, ki so pač delovali v mladinskem centru, ki so se tukaj izoblikovali, so ali začeli svojo glasbeno pot, ali kakorkoli drugače sodelovali pri samem programu in širjenju te Mikove ideje povezovalnega mladinskega centra. Kot prvo bi izpostavil to neko osrednje praznovanje v obliku neke vrste proslave, torej obeležitev 20. obletnice delovanja, ki bo ob 1 uri na Grajskem dvorišču 16. septembra v petek, ker pač pripravljamo krajši kulturni program z nekim pregledom teh dejavnosti, ki smo pač vseh teh 20 letih nekako obeležili tudi Mik in pa mladinsko sceno v Murski Soboti. V goste nam prihajajo v bistvu partnerji, kolegi z Urada za mladino, z mreže Mama, ki je v bistvu ene vrste nacionalna združba vseh mladinskih centrov v Sloveniji. Gost bo tudi po vsej verjetnosti župan mestne občine Murska Sobota.
in pa seveda vsi mladinski centri, ki se bodo pač odzvali našem povabilu na praznovanje 20. obletnice. Tako da vsi skupaj vabljeni prav na to. Seveda pa po tem formalnem praznovanju sledi še ta zabavni del oziroma predstavitev naše produkcije in koncertni del v bistvu tega festivala. Program je zastavljen tako, da ta prvi dan, v bistvu, kot sem že prej rekel, daje možnost lokalnim bendom oziroma bendom, ki so nekako zabeležili vso to dogajanje v Miku in ki so pač pomagali s svojim delovanjem skozi vse leto. To so domači ŠKM banda, Štefan Kovač, Marko banda iz Beltinec, Dežurni krivci in pa Verfox. Zatem pa prihajajo na grajsko dvorišče spet na oder elektroničarji, ki so pa nekako mlada nada prekmurske elektronske glasbe. To je Nino Šardi pod imenom Junes Helen, vsem znani Klemar in pa DJ Shepard, ki pa trenutno biva v Berlinu. Naj omenim, da se v bistvu vsa ta prizorišča, vseh prizorišč so 3, eno je na grajskem dvorišču, eno je na grajski ploščadi in pa seveda v Mikovem klubskem prostoru. Tako da drugo prizorišče je pa odprto v soboto z velikim odrom na grajski ploščadi, kjer pa gostimo večinoma tuje izvajalce. Gosti prihajajo k nam v etapu, prav tako prihajajo k nam iz tujine, iz Srbije, Bad Copy in pa mladi upi Jorgej Toc, na kar se seli na drugo prizorišče, after party, torej elektronska glasba 3 DJ-jev. Hkrati pa poteka v klubu Metal Klavnica. Skratka, ja, moramo omeniti še to, da bo prireditev obeh dneh v vsakem vremenu, kar je najbolj pomembno, pa da je na vsa prizorišča prost vstop, torej ni stopnine za koncerte. V petek in soboto zvečer bodo tako nastopile številne domače in tuje glasbene skupine. Praznovanja 20. obletnice pa ne bodo obeležili samo z glasbenimi nastopi, ampak bo poskrbljeno tudi za bogat spremljevalni program. Po tej uradni proslavi ob eni vabljeni seveda še v našo galerijo Odprto obrobje, kjer bomo v ta namen pripravili neke vrste retrospektivo Mikovih plakatov in vstopnic, ki so se nabrale v vseh teh letih. Enostavno jih je toliko, da ne moremo izpostaviti 5, 10, 15, ampak bo galerija Odprto obrobje nekako kaotično polepljena z vsemi plakati, vstopnicami. Ob sami razstavi plakatov in vstopnic pa bo v Mikovi galeriji tudi razstava vsega zbranega videomateriala iz preteklih 20 let. Objavljene bodo tudi fotografije še starega Mika, ki je bil na Kocljevi, potem Štefana Kovača in sedaj tukaj. Potem sobotno dopoldne pa pričemo z kreativnimi delavnicami v Soboškem parku. Ta dopoldanski del bo popestren z kreativnimi delavnicami, z bobnarskimi delavnicami, potem pripravili bomo gledališko predstavo in pa preizkusili se bodo lahko vsi obiskovalci tudi na slacklineu. Za popoldansko dogajanje, se pravi od 12. naprej, pa bo poskrbljeno seveda tudi za lačna usta. Dogodek bo popestren z izvrstno kulinariko, za njo bo skrbel Boštjan Lačen and Friends. Za Boštjana pa lahko rečemo, kaj je navdih prav za svojo kulinarično ustvarjanje, kulinarično pot nekako tudi našel v Miku. Boštjan je k razvajanju povabil, katero je poimenoval tako imenovana hardcore oralno gastroekstaza, povabil lokalne mlade in mlade po srcu kuharja, s katerimi še vedno in je sodeloval, tako da bodo obiskovalci lahko preizkušali razne street food grižljaje. Z Boštjanom bodo pa sodelovali, kot se spodobi, najprej po vrstnem redu omenimo Gospodično, Tinko Pahler iz pivohrama Golar, potem sledijo Darko Ivančič iz restauracije Sport S, Leon Rajh iz gostilne Rajh, Daniel Sukič iz šunkarne Kodila, pa ne nazadnje še Mojmir Šiftar iz restauracije Skipas iz Kranjske Gore. V sodelovanju s pivovarno Bevok so za dvodnevni festival razvili tudi prav posebno in unikatno Mikovo pivo.